Nekdo pride, ne? Kako pa je kužko ime? Aja, psička je. Irski seter, pasme irski seter. Koliko je pa stara? Zdaj je stara 4 mesece, oziroma mi še štejemo kar v tednih, 16 tednov. Zakaj ima pa tako dolge uhle? Recimo zato, ker je lovski pes, ampak drugače pa ne, predvsem zato, ker je irski seter in značilnost irskih setrov so tudi dolga ušesa, dolga dlaka, ki je tak mladič še nima, dolg rep oziroma odlakan rep, ampak to še pride. Kako pa skrbeti za toliko majhnega kužka? Ja, kadar imamo doma pasjega mladiča, se moramo zavedati, da smo mi odgovorni zanj. To ne pomeni, da nismo odgovorni tudi za starejšega psa, ampak takšen mladiček je seveda, kot zdaj vidite, čisti vizgec. In seveda smo zato odgovorni zanj, da poskrbimo, da takšen kuža ni lačen. To pomeni, da ga moramo primerno hraniti, vedno mora imeti na voljo svežo vodo, doma mora imeti urejen prostor, kjer se tudi varno počuti, tako malce v zavetju. A mora tak pes hoditi v šolo za pse? Seveda, tako kot ti hodiš v šolo, da se kaj naučiš, tako mora tudi pes iti v šolo, in sicer že mladiček gre lahko najprej v malo šolo, kjer se nauči nekaj osnovnih stvari in potem nadaljuje v šolanjem tudi kasneje, ko je star, in tako kot vsi ljudje se tudi psi učijo vse življenje, seveda z njimi tudi skrbniki ali pa lastniki, in se moramo ves čas učiti. Recimo, mi jo zdaj lahko v vsi mali šoli naučimo kakšen trik, zdaj ona že hodi v malo šolo in recimo se tako usede, poglej, in potem dobi vedno nagrado. Za domov? Ne. Ne? Kako to? Zakaj so pa ti pripomočki tukaj? Ja, recimo krtača, zato ker moramo že mladiča navaditi na to, da ga bomo česali, kajti dlaka vsakemu mladiču izpade in potem ga je treba vsak dan lepo počesati. Potem recimo to so klešče za klope, če ima mladič klopa, takole odstranimo lahko klopa, zavrtimo in odstranimo klopa. Drugače pa vedno je potrebno imeti vrvico, da imamo psa pod nadzorom. Dobro je, da je ovratnica, se prilega vratu, pa ne preveč, da jo ne stiskamo. In pa seveda tudi obesek, na katerem je telefonska številka in ime, če se pes slučajno izgubi, tako da ga potem lažje najdemo. Seveda imamo tudi vsi psi čip, na katerem so zapisani vsi naši podatki, in če psa najdejo, potem peljejo psa k veterinarju, najbližje zavetišče, in tam prečitajo in vedo, kdo je njegov lastnik. Kaj pa je tole? No, tole je pa le ena od ajnih igrač, kajti kot smo že rekli, pasji mladiči se seveda želijo veliko igrati in mi moramo poskrbeti za to, da so ves čas zaposleni. Tukaj recimo se v tole napravo skrije nekaj priboljškov in Aja je ponovadi zelo navdušena in priznam, da jih najde tudi že kar v nekaj sekundah ponovadi. Sicer pa imajo mladiči še druge igrače, recimo različne žogice, pa piskajoče igrače, in ker menjajo zobe, imajo radi tudi igrače, s katerimi si malce pomirijo, recimo take razdražene dlesni. Zakaj pa je to? To je pa voda. Kadar gremo s psom na sprehod, je treba imeti vedno tudi dovolj vode, zato ker pes postane žejen. Ko postane žejen, potem mu ponudimo malce vode, da se odžeja. A ko greste na sprehod, vzamete tudi vrečke za pasje iztrebke? Ja, seveda, midva jih imava vedno polne žepe, kajti zelo pomembno je, da za našimi kužki kakce pobiramo, kajti ne samo ljudem, ki nimajo psov, tudi ljudem, ki imamo pse, gre močno na živce, če stopijo recimo v kakšen kakic, in to moramo razumeti. Aja, give me 5. Ja, bravo. Tole je bila zdaj čista petka. Midva z Robertom se trudiva, da oba delava z Ajo, ker bi rada, da je pravzaprav socializirana in da vsak od naju lahko gre z njo kamorkoli. Aja, poskusiva še midva. Aja! Po tako naporni pasji šolski uri je prav, da našega psa tudi sprostimo, in sicer s poveljem recimo skoči ali pa steci. Skakači! Gremo!